pozdravljeni, moje ime je Uršula, sem vedska astrologinja, tarot svetovalka in intuitivni coach. Danes sem za vas spet pripravila igro Izberi karte. Lahko boste izbirali med 3 kupčki in 3 različnimi vrstami tarota. Poleg tega pa si bom pomagala tudi z mojimi kartami Rozeta. Vprašanje danes pa bo ljubezen v januarju, torej ljubezen v januarju za samske in zavezane. Torej, tisti, ki boste izbrali prvi kupček, torej tole rjavo školjkico, boste izbrali Rider-Waitev tarot. Tisti, ki boste izbrali drug kupček in tole rjavkasto školjkico, boste izbrali Kozmik tarot. Tisti, ki pa boste izbrali tole belo školjkico, pa Zlati tarot. Torej, kot sem rekla, si bom pomagala tudi z mojimi kartami Rozeta. Karte sem zasnovala sama, narisala jih je Ina Lutarič. So zelo lepe, to so srednjeveške orakelske karte Rozeta. Lahko jih tudi kupite na moji spletni strani na oracleoflight.org. Lahko mi tudi pišete na info@orakelluci.si, torej vse te linke in povezave in tudi mail bom napisala spodaj. Lahko se tudi učite, torej preko mojih YouTube posnetkov o kartah. Posnela jih bom, sicer sem posnela zdaj samo enega, jih bom pa v prihodnje posnela precej več. Na ta način se boste tudi lahko učili, kako gledati iz teh kart, ker so precej posebne, torej takih kart ni na tržišču, ker sem jaz naredila čisto poseben sistem. Na zadnji strani je Rozeta, ki je tudi zelo tipičen srednjeveški simbol, zato ker je bila Rozeta vedno v gotskih katedralah. Gotika je pa tipičen umetnostni slog v srednjem veku in Rozeta je bila značilna za gotske katedrale, ki so se seveda delale v srednjem veku. Pomeni pa preporod, torej je močan simbol preporoda, na splošno je pa kolo zelo močen simbol prehoda. Prehoda na boljše in zato so te karte Rozeta energijsko izjemno močne karte in če jih dnevno uporabljate, vam lahko zelo dvigujejo zavest, zato ker vam ta Rozeta in te karte pomagajo, torej da lažje stvari nekako predelate. Torej, če odprete kakšno težjo karto, naprimer bolnik ali pa kakšno drugo, vam pač ta Rozeta na zadnji strani pomaga, da to težjo situacijo lažje nekako prenesete in lažje preobrazite. Če pa dobite neko pozitivno karto, naprimer dvorna dama z zlato kroglo, ki pomeni obilje, razcvet, bogastvo, pa vam ta Rozeta na zadnji strani pomaga, da torej hitreje in lažje manifestirate tisto, kar bo seveda prišlo v vaše življenje. Torej, če kupite karte Rozeta, dobite tudi poleg tako lepo škatlico in pa priročnik. Takole moram obrniti Rozeta, se v kameri ne vidi dobro. Ja, ok, obratno, ne. To je to, zdaj pa bi prešli kar na naše 3 skupine. Torej, prva, druga, tretja. Prva, druga, tretja. Svetujem vam, da globoko vdihnete in da izberete svoj kupček. No, zdaj pa, če gremo kar k prvi skupini, te 2 bomo umaknili in gremo kar na prvo, torej tisti, ki ste izbrali tole školjkico. Pa poglejmo, kaj vas čaka v ljubezni za samske in zavezane. Pa poglejmo, kaj vas čaka v ljubezni. Prva skupina, kaj prvo skupino čaka v ljubezni? Kaj jih čaka v ljubezni? Kaj prvo skupino čaka v ljubezni? Pogledali bomo tako za samske, kot tudi zavezane. Torej, če ste vezani, potem pomeni, da ste v preteklosti, torej, bili vi ali pa vaš partner precej hladni, ker so prišle na dan neke stvari iz preteklosti. S partnerjem ste verjetno določene stvari
torej tudi razčiščevali. Torej kaže se neka hladnost v odnosu, ki je lahko, torej prihaja od vas ali pa vašega partnerja, ali je pa nasplošno, torej pri obeh zaznana ta neka hladnost, preračunljivost, stvari gledate bolj z razumskega stališča, imate tudi kar nekaj težav in skušate si stvari na razumski način razložiti. Torej kaže tudi, da je bilo veliko v preteklosti ukvarjanja z preteklostjo, mogoče ste celo odnos končali, pa ga potem ponovno zbudili, ponovno šli skupaj z nekom, ali pa se je med vama odnos ohladil, pa ste potem skušali nekako spet povrniti strast, povrniti veselje. Ampak v tem odnosu v preteklosti kaže, torej, da ste nosili s partnerjem določene maske, da si niste povedali torej resnice, da si niste odkrili vseh stvari, ki jih nosite v srcu. Bili ste v dobri družbi, sicer ste se veselili s partnerjem, vam je bilo zabavno, v družbi prijateljev, no zdaj je bilo tudi pač novo leto, ste verjetno praznovali, božič, prazniki so bili, ampak tukaj kaže torej, da pri partnerju, pri vas in pri njemu so določene stvari iz preteklosti, ki jih vedno znova prebujate in ki vas tudi zelo obremenjujejo. Torej pri vaši vezi se vidi, da ste malo razočarani, ker verjetno partner govori veliko, pa naredi bolj malo. Imate neke načrte za naprej, ampak vse to je v oblakih. Torej ni nekega realnega, nekega stabilnega, ni neke stabilnosti tukaj. Ni jo bilo tudi ne v preteklosti, se pa zelo trudite za to stabilnost. Zdaj, če imate s tem partnerjem otroke, mogoče, trenutno ni stabilnosti, bilo jo je pa premalo v preteklosti, nekaj jo je sicer bilo, no, da ne bom čistko rekla, imate diske, torej je bilo je tudi veselje, lahko ste v bistvu s tem partnerjem začeli resno, torej se zaročili, poročili, imate z njim otroke, so stvari resne, ampak trenutno preveč imate distanco s partnerjem, preveč čustva nekako tlačite, ali ste preveč distancirani vi ali vaš partner ali pa oba. Torej, kaže v preteklosti sicer neka praznovanja, veselje, srečo, lahko imate s tem partnerjem otroke oziroma verjetno jih imate, ali imate pa neko trdno vezo, ampak zdaj se pa vidi, torej, da ste že v preteklosti in tudi zdaj v sedanjosti, trenutno in v prihodnosti se pa kaže neko, torej, da vsak tiščita k sebi energijo, denar, čustva, da si ne poveste stvari, ker je pač nakazano to, torej, da sicer komunicirata, gledata stvari precej na razumski ravni, premalo je pa potem čustev in neke končne realizacije tega, kar si vi želite. Torej, ta partner je vaša sorodna duša, radi ste z njim, ste torej ustvarili, kot sem rekla, neko stabilnost, ampak se pa pogovarjate stvari za naprej, ki pa so precej v oblakih, ali pa se že nekaj časa pogovarjate za določene stvari, mogoče za tega kaže tale sodba, da ste se s partnerjem že dogovarjali o nekaterih stvarih, pa ste se že nekaj dogovorili, pa potem on vseeno tega ni naredil. In potem se seveda skozi vračate nazaj, ker želite, da bi oni določene stvari naredil, da bi vam pokazal čustva, da bi se spremenil, ampak se kar ne, vi se pač samo pogovarjate, ampak tistega pravega rezultata pa ni. In zato ste verjetno tudi se zaprli. Vi, on pa tudi verjetno, ne? Torej, čutite ga kot sorodno dušo, že precej časa ste z njim, lahko tudi to nekdo, ki ste ga že poznali v otroštvu. Če pa ne, potem je pa to nekdo, s katerim torej čutite globjo povezanost. V prihodnosti kaže, da boste želeli oditi od tega partnerja, da se boste na nek način umaknili od njega. Kaže pa tudi neko posesivno navezanost, torej toksičen odnos imate nekako s tem partnerjem. Preveliko navezanost, v prihodnosti bo tudi veliko manipulacije, lahko kakšne prevare. Pazite se iluzij, torej hudič v prihodnosti kaže na iluzije v tem odnosu. Želeli boste oditi,
se boste nekako premaknili, zdaj ne kaže pa, zdaj da bi prav rekla konec, kaže umik, kaže odhod, ampak ta odhod bo za vas zelo težak, ker imate tega hudiča in hudič pomeni posesivnost, preveliko navezanost. Bolj jaz mislim, da se boste od njega še bolj umaknili od tega partnerja, ostali boste pa še vedno z njim, ampak boste se nekako še bolj zaprli. To ste se že v preteklosti, trenutno tudi čutite, se pogovarjate, razmišljate o stvarih, kako bi jih uredili, želeli ste jih urediti že v preteklosti, trudite se tudi zdaj, ampak seveda partner obljublja ne naredi tega, kar bi vi radi, čutite pa globjo povezanost s tem partnerjem, tukaj je tudi močna seksualna privlačnost in zato tudi vztrajate. V prihodnosti seveda pa težko od njega odidete, od tega partnerja, torej kaže še vedno, torej, da se zaprete vase, da ste odtujeni od tega partnerja, kaže pač to povezanost, to vas še drži na tega partnerja, ampak tudi željo po odhodu. Zdaj, tale karta na koncu, ki se je pokazala, sicer kaže na neko srečo in spoštovanje ter uspeh. Tako da določene stvari boste uspeli, torej ni vse tako črno. Mogoče tudi ta karta, torej šestica mečev, pomeni, da se boste nekako umaknili od teh težkih trenutkov, od tega, bom rekla, pogrevanja preteklosti, hladnosti in nošenja mask, da boste bolj odkriti do partnerja. Tudi karte vam svetuje, da bodite bolj odkriti, da mu poveste, koliko vam pomeni. Ker neka stabilnost je in čutite ga kot sorodno dušo, privlačnost je med vama, torej, da boste se verjetno umaknili od teh težav in vam bo precej lepše v tem odnosu, torej boste dobili več spoštovanja, več sreče, več želja se vam bo uresničilo, ker imate zmago na koncu. Bolj morate poskrbeti zase in povedati partnerju, kaj čutite. Torej, tako da ta karta šestica mečev bi lahko sicer pomenila nek umik kratkotrajen, da lahko odidete za nekaj časa stran, pa se potem vrnete. Ne bi pa rekla, da je zdaj to konec zveze, to pa ne. Ne kaže tega, kaže samo nek umik, lahko je to samo čustven umik, ni nujno, da fizično odidete, kaže pa tudi seveda premik v bolj mirne vode, torej da vam bo lažje. Morate se vprašati, zakaj ste toliko navezani na to osebo, posesivno. Tukaj v tem odnosu gre lahko tudi za kakšne odvisnosti, torej opojne substance, alkohol, droge, hrana, ne vem, vse, kar nas dela odvisne, tako da to je tudi lahko problem, lahko ste se tudi zaradi tega malo umaknili od njega. Ampak to boste nekako s tem partnerjem rešili. Zelo dober bi bil nek umik, mogoče kratkotrajni, lahko samo za par dni, da vi pri sebi razmislite in vaš partner, kaj želite. Če ste samski, potem pomeni, da ste imeli enega partnerja v preteklosti, torej ta partner nekako se je bolj obračal, bom rekla, v smeri, kaj mu odgovarja v nekem praktičnem smislu, je bil zelo razumski, bolj je ravnal se po razumu, ne toliko po srcu, lahko bi bil hladen, odsoten in vam to ni odgovarjalo. Mogoče ste bili z njim, pa ste šli narazen, pa potem spet bili z njim, pa šli narazen. V glavnem, torej, kaže neko osebo v preteklosti, ampak je bila do vas hladna, to vam ni bilo v redu, kaže sicer praznovanje v dobri družbi, kaže pa tudi, da je mogoče tukaj bila tretja oseba in zato s partnerjem tem, s katerim ste bili v preteklosti ali pa ste bili za njega zainteresirani, nekako ni šlo, torej ker je bila tretja oseba. Trenutno vam kaže, da imate verjetno neke zmenke ali pa se dogovarjate za določene zmenke, torej trenutno morate drugače paziti, ker je Merkur retrograden in Mars je retrograden. Tako da to lahko precej vpliva na komunikacijo in pa na kakšne dogovore, ki potem
se nekako ne sprovedejo tako, kot bi vi želeli, ker vam tukaj lahko retrogradni Merkur precej ponagaja. Ne? Ampak, kot sem rekla, torej imate neke zmenke, neke pogovore, verjetno boste v prihodnosti srečali ali pa ste trenutno ali pa zelo v kratkem neko osebo iz preteklosti, ki vam je bila že prej blizu, pa jo boste zdaj spet srečali, to je lahko nekdo iz otroštva, iz mladosti, ena oseba, in s katero si boste želeli tudi nekaj trajnega, nekaj stabilnega in tudi ta oseba bo to želela. Torej tudi vam kaže, da verjetno ste v preteklosti že imeli nekaj takega, nekaj bolj stabilnega, trajnega, ampak se nekako ni šlo. Torej zdaj trenutno so zmenki, so povabila, so pogovori, srečate nekoga iz preteklosti ali pa nekoga, za katerega boste čutili, da vam je zelo blizu. Vendar v prihodnosti kaže torej neko spolno privlačnost, močno, s to osebo, ampak tudi odhod. Torej, nekako s to osebo, s katero se zdaj nekako pogovarjate že, ali se boste v kratkem, nekako se ne bo išlo, ker se boste zaprli vase, ne boste pripravljeni se z njo toliko pogovarjati, ne boste pripravljeni dati toliko čustev, vas je zelo strah za naprej, vendar vam pa v prihodnosti kaže ena lepa veza, torej lahko tudi s to osebo, ki jo boste zdaj srečali oziroma jo zdaj spoznavate, pa se boste za nekaj časa umaknili, potem se pa odprli, lahko pa čisto z neko novo osebo. Vam pa v prihodnosti kaže ena lepa veza, kjer boste dobili spoštovanje, zelo vam bo prijetno, ker vam na tem področju kaže nek uspeh in zmagoslavje, torej boste dobili tisto, kar si želite. Tako da vam v redu kaže, ampak torej neko vmesno stanje, torej v januarju je pa bolj umik. Mogoče boste razmišljali v preteklosti, ne boste se mogoče želeli tako hitro spustiti, ker ta oseba vas bo zelo privlačila. Boste kar malo obsedeni z njo, pa boste mogoče rabili zase nek odmor, mogoče bo tudi ta druga oseba rabila malo, da premisli, malo odmora, da se odloči, kaj hoče. Lahko to velja tudi za to osebo, ne za vas. Neka distanca bo, ampak kasneje se pa zelo lepo torej, zadeva spelje in s to osebo tudi potem lahko ostanete. No, to je za prvo skupino vse. Kaj za prvo skupino kaže rozeta? Prvo skupino kaže rozeta. Torej, za prvo skupino kaže, da ste včasih preveč ustrežljivi do drugih ljudi, da se preveč prilagajate partnerjem, da trenutno torej predvsej komunikacije, govora, mogoče tudi nekega razčiščevanja za preteklost, v prihodnosti vam pa kaže torej, nove iskrice, ljubezen, očaranost nad nekom in torej kar lepo, torej očaranost nad neko osebo, dobra komunikacija s to osebo, to je eno taka magična veza, kar velja tako za samske kot za vezane. Je pa res, da morate na sebi precej delati, kar se tiče odnosov, ker ste dobili tole ravnocelnik, torej zdravljenje in pomoč. Ta karta pomeni, da morate delati na sebi, na svojih odnosih, ker ste bili v odnosih ranjeni. In zato vam kaže, da boste morali delati na sebi, na svojih čustvih. Se o tem pogovarjati, da boste to lahko razrešili. No, to je za prvo skupino vse. No, zdaj pa druga skupina, tisti, ki ste izbrali to rjavo školjkico, kaj pa vas čaka. Druga skupina. Kaj drugo skupino čaka v ljubezni? Najprej za vezane, potem pa za samske. Torej, če ste vezani,
Potem kaže, da ste v preteklosti torej doživljali neko posesivnost, preveliko navezanost do partnerja, sicer močno privlačnost, fizično, telesno, ampak tudi, torej bom rekla, neke vrste manipulacijo, posesivnost in pa v partnerstvu ste doživljali iluzije in imeli strahove. Torej, reševali ste strahove nekako od znotraj, želeli ste več spoštovanja, nekaj ste ga tudi dobili, nekaj ne, ampak ta veza je temeljila bolj na spolnosti, spolni privlačnosti, neki navdušenosti, ampak tudi preveliki posesivnosti. Trenutno vam kaže, da boste od partnerja dobili neko novo ponudbo, zdaj nekako razmišljate o koncu, o neki prekinitvi, lahko tudi pomeni, da ste se s partnerjem malo utujila, ampak partner bo prišel z vami, bo šel z vami na določeno pot, vam bo podal neko ponudbo, o kateri boste tudi resno razmišljali, ampak karte vas svarijo, ne pozabite na to, kaj se vam je zgodilo v preteklosti. Torej, ta posesivnost, manipulacija in neko prilagajanje, samo da bo mir. In pa ti strahovi, mogoče vam je ta partner zbudil neke strahove močne. Jaz bi rekla, da se gre tukaj za neko igro moči, v tem vašem partnerstvu, partner naredi mogoče kakšno slabo stvar, potem se pa odkupi z nečem, ali vam kaj kupi, ali vam kaj plača, ali vam neke nezdrave, toksične navade imate v povezavi s tem partnerjem, oziroma ima ta partner, lahko je tudi mogoče odvisnik. Pa je potem takrat, ko odvisnik ni v redu, ko pa ni, je pa zelo taka ljubeča oseba, torej zelo niha. Torej, vi ne smete pozabiti, kaj se vam je v tem partnerstvu dogajalo, ker neka ponudba bo prišla, čeprav je trenutno neka prekinitev ali pa ohladitev odnosov, ampak torej, morate paziti v prihodnosti. Svetuje vam, da poiščete nekega svetovalca, strokovnjaka, psihoterapeuta, ki vam bo pomagal prebroditi te težave. Posebej tudi ta vaš partner, za njega bi bilo tudi dobro, da bi šel na kaj takega, ker ima neke podzavestne strahove, neke slabe podzavestne vzorce, lahko tudi, kot sem rekla prej, neke odvisnosti, ker vam kaže v prihodnosti, da ne bojo se stvari kar končale, da bo to še trajalo, da bo nekako morate tudi vi mogoče stvari pogledati z drugega zornega kota, nekako pustiti stvarem, da tečejo svojo pot, imeti vero, da bo bolje, poiskati strokovno pomoč, zato ker drugače nasplošno je to lepa veza. Sploh ni, da bi rekla, vam prinaša neko uresničenje želja, torej je ljubezen tukaj, samo so neke škodljive navade, odvisnosti lahko neka posesivnost, ljubosumje je lahko tudi tukaj, lahko je ljubosumen ta partner toliko, ker drugače pa lepa veza. Zelo niha ta vaš partner in to vam pač povzroča žalost. Kaže vam, da morate v tem odnosu bolj poskrbeti zase in potem vam bo uspelo nekako harmonizirati to, kar imate, vam pa tudi kaže, da težko sprejemate zdaj trenutno to partnerstvo, da se vam zdi, da včasih je bilo lepo, da zdaj ni več tako lepo in da nikoli več ne bo. Torej tukaj morate malo bolj zaupati, malo spremeniti način gledanja nekako in se posvetovati z nekom drugim. Če ste samski, potem kaže, da ste v preteklosti se soočali z velikimi strahovi na področju odnosov, da znate biti v odnosih ljubosumni, tudi včasih posesivni, ali ste pa nekoga srečali, ki je bil take ljudi, posesivne, ljubosumne, manipulativne, ki so se šli igrice z vami, so vam prebudili veliko strahov, so v razpoloženju nihali, včasih so bili res super, potem pa ne in vas je to zelo ustrašilo. Trenutno kaže, da boste dobili od neke ljubljene osebe ali od nekoga, od katerega dolgo ni bilo glasu, neko ponudbo, torej nek glas bo prišel od njega, ampak vas karte svarijo, da ne pozabite, kaj se je dogajalo v preteklosti. Torej to lahko neka oseba prihaja iz preteklosti,
ki vam bo stvari obljubljala, ampak se boste spet zapletli v isti karmični krog, tako da bodite zelo pazljivi, ker kaže, da ste s to osebo že prekinili, zdaj pa spet vam prihaja v življenje. Lahko je pa to neka nova oseba, ki je pa zelo podobna tej osebi, ki ste jo imeli v preteklosti že. Posesivna, ljubosumna, nagnjena, torej k kakšnim odvisnostim, manipulaciji. Torej, lahko je to, kot sem rekla, oseba iz preteklosti, lahko je pa to nekdo nov, ampak je podoben tej osebi iz preteklosti, torej vse to, kar sem prej opisala. V prihodnosti vam kaže, torej, da pazite, da s to osebo, s katero boste vstopili v odnos, da ne bo tukaj neka tretja oseba. Kaže vam sicer, da se bi vam želje uresničile, če bi bili s to osebo, o kateri zdaj trenutno razmišljate, oziroma katera bo zdaj dosti hitro prišla v vaše življenje, ampak da s to osebo tudi nekako prihajajo težave, problemi. Sklepam, da je to nekdo iz preteklosti, zato ker kaže torej žalost. Vi ste bili zelo razočarani in žalostni v preteklosti. Trenutno ste se odločili, da boste bolj poskrbeli zase, za svoje potrebe in čaka vas uspeh v tem. Torej boste nekako bolj gledali nase, na svoje želje in tudi izbirali partnerje drugače, bolj v skladu s tem, kar si vi želite, ampak vse skozi vas karte opozarjajo, da ne pozabite na to, kaj se je zgodilo v preteklosti, da se ne boste spet zapletli v isti krog manipulacije, laži, prevar, ljubosumja in tudi, da torej veliko skrivnosti imate v vezah, tako da bi tudi ta nova oseba, ki prihaja, lahko s sabo nosila zelo veliko skrivnosti. No, zdaj pa še pogledajmo, kaj vam kažejo karte Rozeta. Karte Rozeta, samski vezani. Torej, karte Rozeta pravijo, da ste z partnerjem kompatibilni, tisti, ki ste vezani, da ste zelo veliko naredili na sebi vi in tudi on, da ste pripravljeni za neko resno razmerje, ta pravo, ampak da je med vama tudi žalost. Torej, neke stvari ne funkcionirajo, v bistvu, tako kot sem prej rekla, neke težke stvari so med vama, lahko nekdo ponižuje nekoga drugega, kaznuje na nek način, torej to je vse ta energija hudiča, to se je precej ponovilo, lahko manipulira, kdo je ljubosumen, torej vi ali partner. Če ste pa samski, pa pomeni, da boste v kratkem torej srečali nekoga, ki bo pač, tako kot sem prej rekla, lahko manipulativen, posesiven in bo torej lahko nekdo iz preteklosti ali pa nekdo nov, ki bo imel tako energijo. In vas bo na nek način ponižal, kaznoval, torej oziroma bil posesiven, bil manipulativen, imel neke odvisnosti. Tako da zelo se pazite tega, delati morate na sebi, da spremenite ta vzorec, zato da boste začeli privlačiti drugačne tipe ljudi. No, to je za drugo skupino vse. Zdaj pa gremo kar še na tretjo skupino. Torej, tretja skupina in tisti, ki ste izbrali ta belo školjkico, kaj pa vam kaže v ljubezni. Torej, najprej za samske, potem za vezane. Kaj vam kaže v ljubezni? Torej, tretja skupina, kaj vam kaže v ljubezni? Tretja skupina. Torej, vezani. Tretja skupina vezani. Torej, vi ste imeli neko praznovanje v preteklosti, lahko za roko, poroko, preselitev, želeli ste nekaj novega v ljubezni, iskali ste rešitve, tudi nekako vprašali strokovnjake, kaj storiti. Vidi se pa velik trud v partnerstvu, tukaj bi lahko bila tudi kakšna tretja oseba. Drugače s partnerjem imate kar v redu odnos. Veliko z njim praznujete, hodite v krog, ste nekako družinsko precej družite, ampak tukaj je bila v preteklosti verjetno ena tretja oseba, zato se kaže trud v partnerstvu,
Zdi se vam, da napredujete, potem pa, da spet ne napredujete. Družina vam je zelo, zelo pomembna, veliko bi naredili za družino, ta odnos v bistvu za vas je dober, ampak vam karte kažejo, da ne pozabite, kaj se vam je zgodilo v preteklosti, tudi za naprej, tudi za prihodnost vam kaže. Torej, ne pozabiti, kaj se vam je zgodilo v preteklosti. Drugače pa to za vas dobra veza, to je sorodna duša za vas, zelo v redu človek za vas. Tudi trenutno tako čutite, neka dobra ponudba bo tudi z njegove strani, tudi finančno vam kaže v tej vezi zelo v redu, tudi potrditev, ljubezen, strast, ampak seveda tukaj je tudi lahko v prihodnosti neka ljubosumje na tega partnerja, lahko z vaše strani, lahko z njegove, neka odvisnosti tudi lahko, ali pa se boste vi ukvarjali z neko odvisnostjo, lahko od hrane, pijače, ne vem, česarkoli, torej do opojnih substanc, kaže tudi na neko vrsto manipulacije v tem odnosu, prevelike posesivne navezanosti, pa tudi strasti. Tudi lahko pomeni, da imate v tem odnosu neke iluzije, ki jih boste tudi v prihodnosti imeli, se morate tega zelo paziti, in skrivnosti, torej vi ali vaš partner. Torej pri tej vaši vezi je veliko nekih skrivnosti, veliko stvari, ki jih vi skrivate ali oni, si jih ne poveste na glas in zato tudi verjetno to ljubosumje, ta posesivnost, ali pa prevelika navezanost vaše strani ali pa partnerjeve. Torej ponudba bo tega partnerja, predvsem vas karte svarijo, da ne pozabiti, kaj se vam je zgodilo v preteklosti. Torej, če je bila tudi tukaj res ena tretja oseba, potem pazite. Boste pa do partnerja sumničavi, nezaupljivi. Pazite se tudi manipulacije, ampak seveda skrivnosti bojo, tudi boste se znašli pred neko odločitvijo, ko vam bo partner dal ponudbo, ampak partner želi z vami nadaljevati, torej želi vam ugoditi, čustveno se vam nekako odpreti, tako da to je zelo, zelo dobra veza, jaz bi se tukaj potrudila, to je drugače super veza. Vse vam pa je nekaj zgodilo v preteklosti, kar pa vas je malo vznemirilo. Če ste samski, potem kaže, da ste imeli v preteklosti eno osebo, s katero ste se zelo trudili, ampak je bila tukaj posredi ena tretja oseba in ste mogoče zaradi tega šli narazen s tem partnerjem. Trenutno pa kaže neko vezo, ki jo boste zelo v kratkem imeli z eno osebo, ki jo odprej poznate, s katero ste že prej bili ali pa jo poznate iz otroštva. In v bistvu ta odnos je za vas neke vrste učenje, to bo zelo lepa veza. V prihodnosti vam kaže, da se morate paziti preteklih izkušenj, torej če je to oseba iz preteklosti, ki jo že odprej poznate ali pa ste že z njo bili, potem se morate paziti, ker vam je neke stvari naredila in morate, torej kot pravijo za kraljico palic, ne pozabi, torej posveti se vezi, ampak ne pozabi, kaj so ti ljudje naredili oziroma kaj vam je ta oseba naredila. Lahko je bila tudi neka ljubosumnost, tukaj neka manipulativnost v odnosu, neka prevelika navezanost, ljubosumje, toksični odnos, lahko je bil kakšen alkoholizem. Torej, pazite, da ne bo ta oseba spet temu podlegla. Ali pa vi. Torej, kaže vam nek odnos v kratkem, da boste imeli, ampak torej kaže pa tudi, da morate biti pazljivi, je pa v tem odnosu veliko skrivnosti. Torej s partnerjem si ne boste povedala vsega. Tudi lahko pomeni, da bo to neka veza, ki v bistvu bo zelo lepa, ampak ne bo resna. Torej partner bi z vami bil, pa ne bi bil, torej ni odkritosti, ali boste zdaj skupaj ali ne, ker veže vaju močna seksualna privlačnost, ni pa neke resnosti tukaj v tem odnosu. Vendar za naprej kaže, da vam bo partner dal neko dobro ponudbo, da se boste morali odločiti. Tukaj gre lahko tudi za neko tujino, torej da se morate vi potem preseliti v tujino k njemu ali pa on k vam, torej lahko gre tukaj za neko tujino. Je pa to drugače lep odnos in v bistvu vam potem partner ponuja tudi neko stabilnost. Tako da
To je v bistvu potem, če boste nekako zharmonizirali tegale hudiča, to manipulacijo, posesivnost, ljubosumje, lahko tudi preveliko navezanost, strast, se bo to potem precej umirilo, ampak se boste morali odločiti, torej kako naprej. Bi pa ta partner želel z vami resno. No, kaj pa kažejo karte Rosetta za samske in zavezane? Zdaj, tale karta je bila obrnjena okrog, včasih tako gledam, včasih ne. Bom to tudi upoštevala. Torej, v partnerstvu ste imeli neko žalost v preteklosti, nekaj se vam je zgodilo, ko vas je prizadelo, to velja tako za samske kot zavezane. Trenutno imate občutek, da ne morete izraziti sebe, da ste nekako blokirani v svoji energiji in da v partnerstvu ni tistega žara, kot je bil, ga iščete. V prihodnosti vam pa kaže, da se ne smete partnerju preveč podrediti. To velja tako za zvezane kot za samske. Torej, ne se preveč podrediti, ne preveč ustrežiti, pazite nase, glejte nase, posvetite se sebi in tistemu, kar vi želite v življenju imeti. Torej, kakšen odnos želite imeti. Kaže pa tukaj tudi, kot sem že prej rekla, na neko avanturo, posebej to velja za samske, torej, da mogoče ta oseba, s katero trenutno ste, ne misli tako resno, ampak bo se to spremenilo. Kot sem že prej rekla, da bo ta oseba verjetno ponudila nekaj bolj resnega, tudi če zdaj ni resno.